Vsak dan se prek televizijskih oglasov ali prodajnih oddaj prodaja nešteto izdelkov. Večina teh izdelkov, ki jih vidite na televiziji, dejansko naredi to, kar oglas trdi, da naredijo. Vendar pa so nekateri izdelki, ki ne izpolnijo pričakovanj ali pa kršijo kakšno drugo pravilo, kar vodi do velikih tožb ali drugih pravnih težav. Številka 10. Na začetku 2010 let je bilo skoraj nemogoče gledati šport po televiziji, ne da bi vsaj enega športnika videli z nenavadnim plastičnim trakom okoli zapestja. Športni profesionalci, od golfistov do nogometašev, so nosili Power Balance trakove v prepričanju, da jim izboljšujejo njihovo zmogljivost. Tudi slavne osebnosti, ki niso športniki, in politiki so nosili zapestnice, za katere so trdili, da so tehnologija za izboljšanje zmogljivosti, vendar za te trditve ni bilo nobene znanstvene podlage. Power Balance je blagovna znamka hologramskih zapestnic, ki so postale priljubljene v letih 2010 in 2011. Prvotno blagovno znamko sta ustvarila brata iz Kalifornije, Josh in Troy Radermel. Čeprav je bilo veliko posnemovalcev, ki so nastali potem, ko je Power Balance postal priljubljen, krakovi so bili narejeni iz silikona in so imeli hologramski disk. Po besedah Radermelsov so eksperimentirali z različnimi tehnikami obdelave hologramov s frekvencami. Končni rezultat je bil hologram, ki je deloval z naravnimi energijami telesa in povečal fizično zmogljivost uporabnika. Trdili so, da izboljšujejo gibljivost, agilnost in moč. Na spletni strani podjetja so videoposnetki prikazovali ljudi, ki izvajajo različne vaje brez Power Balance zapestnic, nato pa so test ponovili z zapestnico. Vsakič se je zmogljivost povečala. Demonstracije so hitro prepričale številne športnike in kmalu so jih opazili na zapestjih športnikov, ki so nastopali na Super Bowlu, finalu NBA in na Ashes. Ko so zapestnico nosili ljudje, kot je zvezdnik NBA Shaquille O'Neal, se je hitro razširila med druge, ki so menili, da mora imeti nekakšno korist, če jo nosijo znani športniki. Nekateri običajni ljudje so opazili koristi, ki niso imele veliko skupnega s športom. Nekateri so ugotovili, da je zapestnica terapevtska za bolečine zaradi artritisa ali pa preprosto izboljša njihovo ravnotežje na splošno. Vendar je bilo veliko ljudi skeptičnih glede trditev, ki jih je navajal Power Balance. Podjetje ni šlo v podrobnosti glede mehanike samega holograma, saj so bile to zaupne informacije. Toda ko so ljudje podrobneje pogledali sam hologram, se ni zdelo, da bi bilo na njem karkoli, kar bi dejansko imelo kakršenkoli fizični vpliv na telo. Izvedli so več študij s preizkusnimi osebami, ki so nosile Power Balance, placebo trakove in sploh nobenih trakov. Študije so pokazale, da ni bilo nobene razlike med Power Balance in navadnim gumijastim trakom. Preizkusne osebe so pogosto dosegle boljše rezultate, ko so teste upravljale drugič, ne glede na to, kateri trak so nosile, saj so že vedele, kaj test vključuje in so bile bolje pripravljene. Jasno je bilo, da zapestnica Power Balance ni bila nič drugega kot placebo. Tisti, ki so izvajali študije, so želeli poudariti, da to ne pomeni, da zapestnica Power Balance ne izboljšuje zmogljivosti, vendar ta učinek ni imel nobene zveze s hologrami in je bil povsem psihološki. Leta 2011 je prišlo do vala tožb proti Power Balance zaradi lažnega oglaševanja. Najbolj izstopajoča med njimi je prišla s strani avstralskih oblasti, ki so podjetje prisilile, da opusti lažne in zavajajoče trditve o kakršnemkoli povečanju moči, eksplozivnosti ali gibljivosti. Prav tako so jih prisilili, da odstranijo izraz tehnologija za izboljšanje zmogljivosti iz vseh oglasov in embalaže. Power Balance je poskušal vztrajati, da se to nanaša samo na oglaševanje v Avstraliji, vendar so morali priznati, da za njihovimi trditvami ni nobene znanstvene podlage. Ko je prihajalo vse več tožb, je podjetje razglasilo stečaj in ga je kupilo kitajsko podjetje, kateremu so dolgovali denar za izdelavo zapestnic. Številka 9. Industrija hujšanja je vredna več kot 100 milijard dolarjev in vsako leto raste. Industrija vključuje resnične tretmaje in terapije, ki ljudem pomagajo izgubiti težo in postati fizično bolj fit, vendar številni tretmaji ne naredijo ravno tega, kar oglaševalci trdijo, da počnejo. V zgodnjih 2000-ih je bil eden največjih izdelkov oglaševanih na televiziji Cortislim. Izdelek je bil tableta za hujšanje, ki naj bi delovala tako, da zmanjša raven kortizola v telesu. Kortizol je glavni stresni hormon v telesu in že leta ga povezujejo s pridobivanjem telesne teže. Koliko kortizol dejansko prispeva k povečanju telesne teže, je še vedno predmet razprav v znanstveni literaturi. Prav tako tudi splošni vpliv stresa na telesno težo. Toda te razprave ni bilo zaslediti v nobenem oglasu za Cortislim. Cortislim je razvil Sean Talbot, profesor prehrane na Univerzi v Utahu.
Po besedah Talbota naj bi tablete vplivale na stresne hormone in preprečile pridobivanje telesne teže, ki jo povzročajo ti hormoni. Podjetje, ki stoji za izdelkom, je sodelovalo z oglaševalskimi podjetji, ki so šla še dlje. Ta tableta naj ne bi le preprečila dodatno pridobivanje teže zaradi kortizola, ampak naj bi povzročila tudi znatno in trajno izgubo telesne teže. Po oglasih naj bi bilo vse to podprto z znanostjo. Stranke, ki so bile morda skeptične glede oglasov s takšnimi trditvami, je prepričal način, kako je Cortislim predstavil svoje oglase. Infomercials so bili predstavljeni v obliki pogovorne oddaje, kar je dajalo vtis, da je voditelj popolnoma neodvisna oseba, ki intervjuva ustvarjalce tabletke za hujšanje o velikem preboju. V samem oglasu je bilo malo stvari, ki bi nakazovale, da gre za plačano promocijo. Toda že leta 2004 se je začela razkrivati resnica o Cortislimu. FTC je vložila tožbo zaradi lažnih trditev proti podjetju, ki stoji za izdelkom, saj za njihove trditve ni bilo nobene znanstvene osnove. Ne samo, da Cortislim ni mogel zagotoviti dokazov, ampak so vsi obstoječi dokazi kazali ravno nasprotno od trditev podjetja. V slepih preizkusih so udeleženci, ki so jemali placebo, dejansko izgubili več teže kot tisti, ki so jemali tako imenovano tabletko za hujšanje. Še bolj zaskrbljujoče od laži o tableti Cortislim je bil eden od sorodnih izdelkov podjetja Cortistres. Preden so ga umaknili s trga, je podjetje trdilo, da lahko Cortistres jemljete za zmanjšanje tveganja za osteoporozo, debelost, sladkorno bolezen, Alzheimerjevo bolezen, raka in bolezni srca in ožilja. Ljudje, ki so skušali zaščititi svoje zdravje v prihodnosti, so za izdelek porabili več 10 milijonov dolarjev, čeprav ni bilo nobenih dokazov, da deluje. Po več kot enem letu so se ustvarjalci Cortislima strinjali s poravnavo primera. Talbot je trdil, da so oglaševalci napačno predstavljali njegov izdelek, vendar je vseeno pristal, da se odpove $1.120.000 premoženja, ki ga je pridobil s prodajo tablet. Dodatnih $12 milijonov kazni je bilo naloženih tržnikom Cortislima in Cortistresa. A veliko ljudi je še vedno zaskrbljenih, da to ne bo dovolj, da bi preprečili, da bi ljudje nasedli in kupili izdelek. Dovolili so, da je ostal na policah in ga promovirali kot pripomoček, ki lahko pomaga pri izgubi teže, kot del zdrave prehrane in vadbene rutine. Obstajan iz medij glede tega, kakšen vpliv ima kortizol na telesno težo, je lahko že samo ime, kot je Cortislim, dovolj, da nekateri sklepajo o izdelku, tudi če ni bilo nobenega oglaševanja s takšnimi trditvami. Dietetiki so takrat opozarjali, da rešitve za izgubo teže ni mogoče najti v tabletah, še posebej ne v tistih, ki promovirajo hitre in enostavne metode, kot jih je Cortislim. Številka 8. Don Lapre si že prislužil vzdevek kralj infomercialov. Njegove polurne oddaje so postale ene najbolj gledanih infomercialov na televiziji in spodbudil je veliko ljudi, da začnejo svoje podjetje. Toda Laprejevi hitri načini za obogatitev so šli predaleč za oblasti in na koncu je bil aretiran zaradi goljufije. Lapre se je začel pojavljati na televiziji, da bi promoviral podjetje za popravilo kreditov, ki ga je ustanovil skupaj z ženo. Tožba in druge pravne težave so privedle do zaprtja podjetja, Lapre pa je bil izključen iz industrije kreditnih storitev. A hitro si je opomogel in se preusmeril v podjetja, ki bi drugim pomagala ustanoviti lastna podjetja. V 90-ih letih je Lapre začel z infomercialom z naslovom The Money Making Show with Don Lapre. Oddaja je bila zasnovana kot pogovorna oddaja, kjer je Don Lapre prodajal svoje najnovejše poslovne in zaslužkarske sheme. Najbolj je postal znan po svoji trditvi, da je zaslužil $50,000 na teden z objavljanjem malih oglasov v časopisih po vsej državi. Osnova sheme je bila, da je za objavo teh oglasov potrebno le malo denarja. Večina ljudi sploh ne bi opazila, kaj šele da bi nanje odgovorila. Toda z objavo tolikšnega števila oglasov bi pritegnili dovolj pozornosti, da bi podprli uspešno podjetje. Lapre je to shemo in druge predstavil v paketu, ki je vseboval knjižico, audiokasete z navodili in nasvete o tem, kako objavljati oglase. Paketi so ga stali le nekaj dolarjev za sestavo, prodajal pa jih je za približno 80. Paketi niso kršili nobenih zakonov, vendar nasveti v njih običajno niso bili vredni porabljenega denarja. Čeprav so se morda zdeli kot prevare, so paketi nekatere ljudi spodbudili, da so začeli svoje podjetje. Večina ne bi bila uspešna samo na podlagi nasvetov Lapreja. Toda s pravo motivacijo so lahko ljudje s temi shemami zaslužili s podobno količino denarja. Lapre je začel imeti pravne težave, ko so se njegove sheme za služenje denarja prešle na nov izdelek. Med letoma 2004 in 2007 je Lapre začel prodajati izdelek, ki ga je poimenoval najboljši vitamin na svetu.
Trdil je, da lahko ta vitamin pomaga pri več boleznih, vključno s sladkorno boleznijo, možgansko kapjo, rakom in artritisom. V resnici pa je šlo le za običajen vitamin. Te trditve so povzročile težave z FDA, ki ga je morala večkrat opozoriti, naj preneha z neresničnimi trditvami. Vendar vitamin sam po sebi ni bil glavna stvar, ki jo je prej prodajal. Predstavil je posel, kjer so ljudje lahko kupili vitamin, da bi ga nato prodajali naprej sami. Stranke so lahko kupile spletno stran, ki jim je pomagala prodajati izdelek. Te niso bile učinkovite in so bile polne pojavnih oken ter pasičnih oglasov. Stranke so lahko prejele tudi pakete, ki so jim pomagali prodajati izdelek osebno. V bistvu je bil največji vitamin na svetu piramidna shema. Lapre je prejel več pritožb glede te sheme in bila je končno ustavljena leta 2007. A to še ni bil konec zgodbe. Čeprav so bile trditve o vitaminu popolnoma izmišljene, je Lapreju uspelo pretentati vsaj 220.000 ljudi, da so vstopili v piramidno shemo. Leta 2011 je bil obtožen več kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja za spodbujanje dejavnosti. Bil je aretiran, vendar je izgubil življenje, preden bi lahko stopil pred sodišče in za seboj pustil mešano zapuščino. Številka 7. Obutevno podjetje Skechers je najelo slavne osebnosti, kot sta Kim Kardashian in Brooke Burke, da bi njihove najnovejše čevlje promovirali kot čevlje z edinstvenimi koristmi za telesno pripravljenost in zdravje, ki jih ni bilo mogoče najti v nobenem drugem čevlju. Oglasi so se pogosto predvajali na televiziji in so bili celo prikazani med Super Bowlom. Danes teh čevljev ni več mogoče najti. Na spletni strani podjetja jih ni, predvsem zaradi pritožbe Ameriške zvezne komisije za trgovino glede verodostojnosti teh trditev. Skechers Shape-Ups so bili edinstveni čevlji, ki naj bi bili zasnovani za izboljšanje telesne pripravljenosti in splošnega videza uporabnika. Edinstvena prodajna prednost je bil zaobljen podplat čevlja, ki je bil posebej zasnovan tako, da je nekoliko nestabilen. To je pomenilo, da je moral uporabnik hoditi in stati drugače, da je ohranil stabilnost. Po oglasih in promocijskem materialu naj bi ta majhna podrobnost pomenila, da bi uporabnik imel koristi kot pri vadbi v fitnesu, in to samo z nošenjem čevljev doma ali med vsakodnevnimi opravili. Ni bilo potrebe po dodatni vadbi, čevlji pa uporabniku niso dali občutka, kot da bi vadil. Toda že po kratkem obdobju nošenja bi opazili koristi na mišicah spodnjega dela telesa in izboljšanje drže. Skechers je za prodajo čevljev uporabil slavne osebnosti, čevlji pa so bili velika uspešnica v letih 2009 in 2010. Toda to ni bila njihova edina metoda za prodajo čevljev za hitro pridobivanje kondicije. V enem oglasu je nastopal kiropraktik, ki je trdil, da je opravil neodvisno študijo s temi čevlji. Ta študija naj bi domnevno podprla vse trditve, ki jih je navajal Skechers, kar je privlačnost izdelka še povečalo. Kar oglasi niso omenili, je bilo to, da je bil ta določen kiropraktik dejansko poročen s članico marketinške ekipe podjetja Skechers. Prav tako ni bilo jasno povedano, da je bil za to priporočilo plačan in da so bili rezultati študije izbrani selektivno, da bi podprli trditve. V tej študiji ni bilo ničesar neodvisnega in ničesar, kar bi podpiralo idejo, da so Shape-Upsi za uporabnika boljši od katerega koli drugega čevlja. Zvezna komisija za trgovino, FTC, je sprožila postopek proti podjetju Skechers, ki je na koncu pristalo na poravnavo in plačilo $40 milijonov. Vsakdo, ki je kupil Shape-Ups ali številne druge čevlje za oblikovanje postave, je bil upravičen do vračila denarja, vendar Skechers ni priznal nobene krivde. Prepovedano jim je bilo navajati kakršnekoli trditve o fitnesu ali zdravju v oglasih za njihove čevlje, vendar jim ni bilo treba priznati, da so bile te trditve neresnične. To pa ni bil edini pravni ukrep proti podjetju Skechers v zvezi s čevlji Shape-Ups. Glavna prodajna prednost čevlja je bil zaobljen podplat, ki naj bi naredil čevelj nekoliko nestabilen in tako spremenil način hoje uporabnika. Toda ta nestabilnost je pomenila tudi, da je bil manj varen kot običajni čevlji. Več kot 400 ljudi je vložilo pritožbe proti podjetju Skechers, saj so trdili, da so padli med nošenjem teh čevljev. Nekateri so utrpeli poškodbe vezi in celo kosti, veliko ljudi pa je potrebovalo zdravniško pomoč. Zoper podjetje Skechers je bilo vloženih več tožb, da bi pomagali ljudem, ki so utrpeli poškodbe zaradi nošenja teh čevljev. Podjetje je v večini primerov doseglo poravnalni sporazum, vendar so bile v nekaterih primerih tožbe vložene prepozno in so jih sodišča zavrnila. Številka 6. Na vrhuncu finančne krize je strokovnjak za nepremičnine in odvetnik John Beck oglaševal izdelek, ki bi ljudem pomagal hitro obogateti. Nažalost, ni bilo nič hitrega ali enostavnega pri izdelku, ki ga je prodajal Beck. Zato mu je bilo naloženo, da vrne milijone. John Beck's Amazing Profits je bilo podjetje, ki je okoli leta 2008 začelo prodajati programe za usposabljanje in komplete.
Oglasovani izdelki so vključevali John Beck's Free and Clear Real Estate System, Jeff Paul's Shortcuts to Internet Millions in John Alexander's Real Estate Riches. V času, ko so se številni ljudje po vsej Ameriki finančno borili, je bila priložnost, da vse obrnejo na bolje in izkoristijo situacijo, za mnoge gledalce izjemno privlačna. John Beck's Free and Clear Real Estate System je bil komplet DVD-jev, CD-jev in pisnih priročnikov, ki naj bi strankam pomagali hitro obogateti z nepremičninami. Ena od predlaganih metod je bil nakup nepremičnin prek državnih dražb zaradi neplačanih davkov. Stranka bi jih nato hitro prodala naprej ali oddana v najem ter tako zaslužila veliko denarja. Beck je obljubljal velik donos na naložbo, njegovi oglasi pa so poudarjali, kako hiter in enostaven je bil ta načrt, ne da bi šli v preveč podrobnosti. Vsak, ki je želel nekaj bolj prilagojenega, je lahko kupil mentorsko storitev, ki je stala od $195 do $94,995. Čeprav se je zdelo drago, so reklamne oddaje trdile, da bodo stranke svoj denar hitro zaslužile nazaj, zato je bila cena upravičena. Nakup izdelka bi stranko povezal s trenerji, ki jih je posebej usposobil Beck. Trenerji bi oglaševali po telefonu in hkrati nudili nasvete o nepremičninah, ki so šle na dražbo. Stranke so za nakup sistema Johna Becka porabile $92 milijonov, še dodatnih $175 milijonov pa za storitve trenerjev. A večina je ugotovila, da so bili nasveti popolnoma neuporabni. Stranke so dobile nasvete o nepremičninah, ki so šle na dražbo, vendar so bile te daleč od hitrih preprodaj, ki jih je Beck oglaševal v infomercialih. Bile so to parcele, pogosto brez kakršnihkoli stavb ali celo tekoče vode. Da bi bilo še huje, so številni ljudje, ki so podjetju posredovali svoje kontaktne podatke, začeli prejemati telefonske klice ob vseh urah dneva in noči, kjer so jim poskušali prodati še več izdelkov in programov svetovanja. Tudi potem, ko so jim povedali, naj jih ne kontaktirajo več, je podjetje kar naprej klicalo. Nekaj, kar je v nasprotju z zakonom. Leta 2009 je FTC sprožila postopek proti Becku in drugim moškim, ki so bili del skupine John Beck Amazing Profits. Nekateri kupci so posneli telefonske klice, ki so bili predvajani na sodišču. Agresivne prodajne taktike in dejstvo, da je večina strank izgubila denar, namesto da bi kaj zaslužila, so privedli do visokih glob za Becka in druge obtožence. Čeprav Beck ni bil edini vpleten, je dejstvo, da je bilo njegovo ime povezano z izdelkom, dalo izdelku pridih legitimnosti. Leta je vodil kampanjo proti prevarantom. Če bi njegovo ime poiskali na spletu, bi našli druge zanesljive vire, ki so ga priporočali zaradi njegovih nasvetov in izkušenj na področju nepremičnin in prava. Prevara je prišla od nekoga, ki so ga mnogi prej imeli za zaupanje vrednega. Sodba proti Joshu Becku, Amazing Profits, je bila izrečena leta 2012, vendar je FTC šele leta 2025 začel pošiljati izplačila ljudem, ki so plačani za programe za zaslužek in mentorstvo, medtem pa je Beck sam praktično izginil. Nazadnje so ga videli 9. februarja 2016 v Oaklandu v Kaliforniji, njegova trenutna lokacija pa ni znana. Številka 5. Za mnoge v industriji tožba proti podjetju CarShield leta 2024 ni bila presenečenje. To je veljalo tudi za številne stranke, ki so se nad podjetjem pritoževale že leta. CarShield je podjetje, ki ponuja pogodbe o storitvah za vozila. Ustanovljeno leta 2005 se je podjetje promoviralo z agresivnimi televizijskimi oglasi in telemarketingom. Na podlagi oglasov se je zdelo, da je to popolno podjetje za vsakogar, ki ga skrbi, kaj bi se zgodilo, če bi se njihov avto pokvaril. Za majhno mesečno plačilo je CarShield ponujal brezskrbnost. Če je stranka doživela nesrečo ali imela kakšno drugo mehansko težavo, je lahko svoj avto odpeljala k kateremukoli mehaniku v državi in bi morala plačati le majhno odbitno franšizo. CarShield je obljubil, da bo pokril preostane stroške in zagotovil nadomestni avto za uporabo, dokler je njihov avto v delavnici. Predstavljali so se kot boljši od podaljšanih garancij, ki jih ponujajo prodajalci avtomobilov zaradi izbire in prilagodljivosti. Kritje se je zdelo tudi zelo obsežno, saj so promovirali idejo, da strankam nikoli več ne bo treba skrbeti za stroške popravila. Glede na to, koliko ljudi v Združenih državah Amerike je odvisnih od svojih avtomobilov, ni presenetljivo, da so podjetja kot je CarShield razvila veliko bazo strank. Ena največjih prednosti podjetja CarShield so bila priporočila strank. Veliko oglasov je predstavljalo ljudi, ki so trdili, da so prave stranke podjetja CarShield. Govorili so o svojih pozitivnih izkušnjah in o tem, koliko denarja so prihranili s temi storitvami. Med temi priporočili strank so bili tudi zvezdniki kot je Ice-T, kar je pomagalo, da si je blagovno znamko lažje zapomniti.
Če bi si potencialna stranka preverila storitev na spletu, bi dobila povsem drugačen vtis. Bilo je mogoče najti pozitivne izkušnje strank, vendar je bila velika večina spletnih ocen negativnih. Šele ko so potrebovali popravila, je večina strank ugotovila, da njihovo kritje ne zagotavlja vsega, kar so oglaševali oglasi. Mnogi so ostali z lastnimi stroški v višini več $1000, dolgimi čakalnimi dobami in brez nadomestnega vozila. Ena največjih pritožb je bila, da veliko mehanikov ni sprejemalo CarShielda. To je pomenilo, da so bile stranke zelo omejene glede tega, h komu sploh lahko gredo. Negativna izkušnja je mnoge ljudi spodbudila, da so se na spletu spraševali, ali je CarShield dejansko prevara. Leta 2024 je Zvezna komisija za trgovino, FTC, vložila pritožbo proti CarShieldu in American Auto Shieldu, podjetju, ki upravlja pogodbe CarShielda. Trdili so, da so bili oglaševalci in telefonski prodajalci CarShielda zavajajoči, saj so strankam obljubljali kritje, ki v resnici ni obstajalo. Ko so podrobno pregledali drobni tisk različnih pogodb, niso našli nobene, ki bi zagotavljala tako obsežno kritje, kot so ga stranke pričakovale na podlagi oglasov. Vsi paketi so imeli določene izjeme, zaradi katerih so stranke ostale z nepričakovanimi stroški. CarShield in American Auto Shield sta se strinjala, da bosta plačala približno $10 milijonov za poravnavo pritožbe. Večina denarja je bila vrnjena strankam, ki so mislile, da so si sklenitvijo pogodbe s podjetjem zagotovile brezskrbnost. Podjetjema je bilo tudi prepovedano uporabljati zavajajoče marketinške taktike in v prihodnje morata bolj jasno predstaviti kritje. Nažalost, CarShield ni edina storitev te vrste, ki je bila pod drobnogledom zaradi zavajajočega oglaševanja. Tudi druga podjetja, kot je Endurance, eden glavnih konkurentov CarShielda, so se soočila s skupinskimi tožbami zaradi zavračanja zahtevkov za popravila strank. Številka 4. BlendJet je svoj izdelek promoviral kot način za lažje doseganje zabavnega in zdravega življenjskega sloga, vendar je isti izdelek mnoge ljudi prisilil, da so poiskali zdravniško pomoč, mnogi pa so zaman čakali na nadomestne izdelke. BlendJet je bil ustanovljen leta 2017, naslednje leto pa je predstavil izdelek, ki ga je naredil slavnega – prenosni mešalnik. Mešalnik je bil manjši od tradicionalnega mešalnika, vendar so ga promovirali kot nekaj, kar lahko vzamete s seboj na pot in uporabljate kjerkoli. Deloval je na polnilne baterije, kar je pomenilo, da ga med mešanjem ni bilo treba priključiti na elektriko, poleg tega pa je bil dovolj majhen, da ste ga lahko shranili v torbo ali v držalo za pijačo v avtomobilu. Leta 2020 je podjetje predstavilo BlendJet 2, ki so ga oglaševali kot izboljšavo prejšnjega modela. Po navedbah spletne strani podjetja je uporabljal posebna rezila, ki so bila zamaknjena od dna, da so ustvarila učinek vrtinca, zaradi česar je bil postopek mešanja veliko učinkovitejši. Trdili so, da lahko sestavine v kozarec izstrelijo 275 krat na sekundo in da je 5-krat močnejši od originalnega BlendJeta. Demonstracije so pokazale, kako hitro lahko rezila iz nerjavečega jekla spremenijo sestavine v gladko pasto. Toda pomembno je, da je izdelek varen, ko ga kupujemo. Glede na to, kako uničujoča so lahko rezila v tem mešalniku, je to v tem primeru še toliko bolj pomembno. BlendJet je promoviral način zaklepanja, ki naj bi preprečil nenamerno mešanje. To naj bi pomenilo, da je varno, če ga pustite v torbici ali celo pijete neposredno iz njega. Nažalost ni minilo dolgo, preden so stranke ugotovile, da ni tako varen, kot je trdil BlendJet. Ena največjih težav, s katerimi so se soočale stranke, so bila rezila, ki so se zrahljala ali pa so mešala, ko naj bi bila izklopljena. Nekatere stranke so utrpele ureznine in poškodbe, ki so zahtevale zdravniško oskrbo, predvsem na rokah in dlaneh. Še huje pa je bilo, da je bilo več poročil o tem, da se je osnovni izdelek vnel, kar je povzročilo škodo na mešalniku in predmetih v njegovi bližini. Oblasti so prejele na stotine poročil o pokvarjenih mešalnikih, zato je moral BlendJet do decembra 2023 ukrepati. Podjetje je izdalo obvestilo o odpoklicu, v katerem je izpostavilo izdelke, prodane med oktobrom 2020 in novembrom 2023. Tudi če izdelek ni kazal nobenih znakov nevarnosti, so bili kupci pozvani, naj ga prenehajo uporabljati, saj je bila nevarnost prevelika. Da bi prejeli nadomestni izdelek, so morali kupci prerezati otesnilo v mešalniku in posnati fotografijo kot dokazilo, da je njihov mešalnik med odpoklicanimi. NATO so jim povedali, da bodo prejeli nadomestno osnovo, da bodo lahko še naprej uporabljali izdelek. Vsaj ena oseba je prejela nadomestno osnovo, vendar je bila poškodovana, ko so rezila tega novega mešalnika odpovedala. Izdelek še vedno ni bil varen. Številne stranke sploh niso nikoli prejele zamenjave. Ko so odvetniki za odškodninske tožbe začeli zbirati stranke za tožbe proti podjetju, je prišla še ena posodobitev.
Poleti 2025 je stranka po enem letu čakanja na zamenjavo stopila v stik z lokalno novinarsko hišo za pomoč. Novinarska hiša je poskušala priti do dna skrivnosti, a je ugotovila, da je podjetje BlendJet očitno prenehalo poslovati. Po podatkih Ameriške komisije za varnost potrošniških izdelkov, podjetje BlendJet maja 2025 ni več poslovalo. To je pomenilo, da ukrep v okviru odpoklica ni bil več na voljo in da je bila edina možnost za stranke, da svoje mešalnike preprosto zavržejo. Da je stvar še bolj zmedena, je spletna stran BlendJet še vedno aktivna, podjetje pa na svojih družbenih omrežjih še naprej promovira nove izdelke, čeprav je prenehalo poslovati. Številka 3. Zdi se, da večina največjih tožb v zvezi z izdelki iz TV prodaje prihaja od potrošnikov, ki niso zadovoljni s tem, kar so prejeli. Vendar pa številne tožbe in pravni primeri nimajo nobene zveze s potrošniki. Namesto tega potekajo med različnimi podjetji s podobnimi izdelki, ki se prepirajo o tem, ali je bila njihova ideja za izdelek ukradena. Podjetje Telebrand se je znašlo v središču številnih teh sporov. Telebrand je bilo prvo podjetje, ki se je oglaševalo z logotipom As Seen on TV. Promovira izdelke, ki segajo od sončnih očal Ambrosia do Pocket Hose. Danes podjetje deluje pod imenom Bulbhead, vendar je to še vedno ista organizacija, kot je obstajala v 80-ih letih. V poznih 2010-ih je Telebrand začel promovirati serijo izdelkov, ki so bili vsi zasnovani za hitro polnjenje več vodnih balonov hkrati. Najbolj znana med njimi je bila igrača Battle Balloons, vendar so bili na voljo tudi drugi modeli, namenjeni različnim občinstvom. Oblika je bila preprosta. Šlo je za niz cevk, ki so jih lahko priključili na vodne balone. Vse skupaj pa je bilo povezano z eno odprtino, ki se je pritrdila na cev. To ni samo hitro napolnilo vodne balone, ampak so se baloni tudi sami zatesnili. Naprava je bila zasnovana tako, da je v eni minuti ustvarila 100 vodnih balonov, kar je močno olajšalo vodne bitke v večjih gospodinjstvih. Toda medtem ko so se bojni baloni in podobni izdelki pojavljali na policah po ZDA, je drugo podjetje poskušalo prodajati isti izdelek. Leta prej je Josh Malone dobil idejo za igračo, potem ko je ure in ure izdeloval vodne balone za svojih 8 otrok. Želel je nekaj, kar bi delo upravilo hitreje, a na trgu ni bilo ničesar takega. Oblikoval je skupino balonov, igračo, ki je bila presenetljivo podobna Telebrandovemu bojnemu balonu. Malone je igračo promoviral na Kickstarterju in na koncu dobil sredstva. Pod okriljem podjetja Zero in Tennis Enterprises je Malone začel proizvajati svoj izdelek, vendar je ugotovil, da je Telebrandova ponudba že na policah trgovin. Po besedah Meluna je nekdo iz Telebranda spremljal njegovo kampanjo na Kickstarterju. Predstavnik podjetja je bil eden njegovih prvih kupcev in uporabili so njegovo zasnovo za izdelavo lastne igrače. To se je zgodilo, ko je imel Malone patent za to idejo. Leta 2017 je izvršni direktor podjetja Telebrand AJ Kubani dejal, da ob uvedbi njihove prve igrače z vodnimi baloni ni bilo veljavnih patentov ali objavljenih patentnih prijav. Trdili so, da niso imeli razloga verjeti, da ne bi mogli ustvariti Battle Balloons ali kateregakoli podobnega izdelka. Malone in podjetja, s katerimi je sodeloval, se s to trditvijo niso strinjali. V 4-letnih postopkih so trdili, da je Telebrand ne le kršil njihov patent, ampak je to podjetje storilo tudi zavestno. Sprva je Telebrand poskušal prilagoditi svojo zasnovo, da bi bila dovolj drugačna, da patent ne bi bil pomemben, vendar je bilo jasno, da gre še vedno za isti izdelek, ki deluje po enakih načelih kot igrača Bunch of Balloons. Na koncu je porota ugotovila, da je Telebrand zavestno kršil patent in prisodila visoko odškodnino Maloneu in podjetju Zero in Tennis Enterprises. Sodnik se je odločil narediti še korak dlje. Telebrand je bil moteč skozi celoten postopek in sodnik je podvojil znesek denarja, ki ga je podjetje moralo plačati. Na koncu preizkušnje je Malone prejel približno $31 milijonov, del katerih so morale plačati trgovine, ki so prodajale ponarejene igrače. Številka 2. Leta 2008 so se na televiziji začeli pojavljati oglasi, ki so promovirali tradicionalno japonsko tehniko, za katero naj bi imela izjemne zdravstvene koristi. Obliži za stopala Kanoki so izkoriščali strah pred škodljivimi snovmi v vodi in zraku, ter spodbujali potrošnike naj kupijo njihov izdelek, da bi se zaščitili pred številnimi boleznimi. Prevarantska oglaševalska kampanja jim je prinesla milijone dolarjev, a je hkrati privedla do preiskave FTC, ki jim je vse odvzela. Kanoki je izvajal številne oglaševalske kampanje na televiziji in spletu, da bi promoviral svoj izdelek. En oglas je spraševal, ali se gledalec zastruplja z neizogibnimi toksini iz hrane, vode in zraka.
To je bil strah, ki je takrat naraščal, še posebej, ko je vse več ljudi začelo razumeti, koliko škodljivih in nevarnih kemikalij je bilo zaradi onesnaževanja izpuščenih v okolje. Da bi se znebili toksinov in ublažili številne simptome, so oglasi promovirali starodavno japonsko skrivnost za popolno zdravje. Izdelek je bil samolepilni obliž, ki so ga ponoči namestili na stopalo. Po navedbah oglasov je izdelek med spanjem iz telesa skozi stopala izvlekel strupene kemikalije, zaradi česar so se uporabniki zjutraj počutili bolj zdrave in osvežene. Ti toksini so vključevali težke kovine, presnovne odpadke, celulit in celo parazite. Oglasi so prikazovali uporabljen obliž za stopala kanoki, prekrit z rjavo brozgo, ki naj bi bila posledica odstranjevanja vseh škodljivih toksinov iz človekovega telesa. Vendar to ni bil edini dokaz, ki so ga navedli kot potrditev, da so vložki za stopala res delovali. V reklamnih oglasih so prikazovali tudi tabele, ki naj bi bile rezultati laboratorijskih testiranj, ki so jih opravili uporabniki. Tabele so prikazovale znatno zmanjšanje svinca, živega srebra in azbesta. Ni presenetljivo, da je veliko ljudi skrbelo za svoje zdravje in za to, kaj vnašajo v svoje telo, zato so jih oglasi pritegnili. Tudi tisti, ki so priznali, da niso razumeli, kako delujejo blazinice za stopala, so jih lahko prepričali dokazi, da delujejo. Izdelek ni bil privlačen samo zaradi razstrupljevalnih lastnosti. Izdelek se je oglaševal kot zdravljenje za visok krvni tlak, depresijo in druge zdravstvene težave. Nekdo resnično trpi za temi težavami, bi bil morda pripravljen poskusiti karkoli, da bi se jih znebil. Nažalost pa so bili vsi dokazi predstavljeni v oglasih popolnoma izmišljeni. Za nobeno od trditev, ki jih je Kanoki navajal, ni bilo pravih dokazov. Poskusi so pokazali, da je bila to kemična reakcija z običajnim človeškim znojem, ki je obarvala blazinice za stopala črno ali rjavo. Tudi navadna voda iz pipe ali para sta lahko povzročili enako reakcijo, kar je pokazalo, da sprememba barve ni imela nobene zveze s kakršnokoli škodljivo snovjo, ki naj bi jo potegnili iz telesa. Tudi laboratorijski rezultati na zaslonu so bili ponarejeni in ni bilo nobene dejanske znanstvene študije, ki bi podprla katerokoli od trditev, ki so jih navajali oglasi. Leta 2009 je Ameriška zvezna komisija za trgovino sprožila postopek proti tržnikom izdelka Kanoki Footpads. Obtoženi so bili zavajajočega oglaševanja in po dolgem sodnem postopku so proizvajalcem obližev za stopala odredili, da prenehajo prodajati kakršnekoli naprave, ki naj bi zdravile bolezni, imele zdravstvene koristi ali so bile tako oglaševane. Odrejeno jim je bilo tudi plačilo 14,5 milijona dolarjev. Sledila je skupinska tožba, v kateri so kupci prejeli povračilo denarja za izdelke, ki niso delovali. Številka 1. V zgodnjih 2000 so ljudem, ki so trpeli za kroničnimi bolečinami, ponudili olajšanje v obliki kovinske zapestnice, ki naj bi uporabljala staro in novo tehnologijo. Poznonočni televizijski prodajni oglasi so naredili zapestnico Q-Ray, eno najbolj znanih naprav za lajšanje bolečin, podjetje za njo pa je zaslužilo milijone dolarjev. Toda študije so dokazale, da ni bila nič bolj učinkovita kot placebo. QT, podjetje za Q-Ray, je v sredini 90-ih let ustanovil Andrew Park. Park je trdil, da je prvič naletel na zapestnico za lajšanje bolečin leta 1994 v Barceloni in mu je takoj pomagala zmanjšati bolečine v križu. V nekaj letih je začel prodajati svoje zapestnice, ki naj bi lajšale bolečine kjerkoli v telesu. Po marketinških trditvah Q-Raya naj bi kovina prestala ionizacijsko obdelavo, ki naj bi ji dala moč za lajšanje bolečin. To naj bi dosegla z uporabo enakih energijskih tokov in kanalov kot tradicionalna kitajska medicina, na primer akupunktura. Q-Ray je bil zasnovan tako, da se nosi na istih točkah na zapestju, ki jih uporablja akupunktura, kar naj bi ionizirani kovini omogočilo, da optimizira naravno pozitivno energijo telesa. Tako kot številni drugi zdravstveni izdelki iz TV prodaje, ki so se izkazali za prevaro, se je tudi Q-Ray zdel znanstveno podprt. V enem izmed infomercialov so pripeljali kiropraktika in raziskovalca z Univerze za zdravstvene vede, kar je njegovemu mnenju navidezno dalo nekaj legitimnosti. Nacionalna univerza za zdravstvene vede je zasebna šola, ki ponuja diplome iz naturopatske medicine in akupunkture. Kiropraktik je uporabil infrardečo termografsko napravo za slikanje, da je opazoval osebo, ki je nosila Q-Ray zapestnico. Slikanje je pokazalo, da je bilo telo vroče in zato boleče, preden je oseba nosila zapestnico. Ko pa je pacient nosil zapestnico, se je telo ohladilo in bolečina je popustila. Bolj poglobljene študije pa so pokazale, da Q-Ray ne ponuja nobenega lajšanja bolečin. Študija klinike Mayo je pokazala, da so ljudje z bolečinami res občutili nekaj olajšanja med nošenjem zapestnice, vendar to ni bilo nič več kot olajšanje, ki so ga doživeli ob nošenju placebo naprave.
Raziskovalce je presenetilo, koliko olajšanja bolečin je povzročil placebo, niso pa bili presenečeni, da sama naprava Curay ni pomagala pri bolečinah. Tudi kiropraktik, ki se je pojavil v infomercialu, ni verjel, da bi bilo karkoli na zapestnici Curay tisto, kar je povzročilo olajšanje bolečin, ki ga je opazil. Razen dejstva, da je pacient verjel, da naprava nekaj dela. Zvezna trgovinska komisija FTC je sprožila postopek proti podjetju QT. Na sodišču je ustvarjalec naprave priznal, da je edini razlog, zakaj je uporabil izraz ionizirajoč, ta, da mu je podjetje Polaroid preprečilo uporabo izraza polarizirajoč. Znanost, ki je bila uporabljena pri ustvarjanju njegove čudežne naprave, je bila popolnoma izmišljena. Kljub temu so njegovi odvetniki trdili, da so ljudje dejansko občutili olajšanje bolečin in dokazi za to so obstajali. Priznali so, da je olajšanje bolečin izhajalo iz učinka placeba, vendar ta učinek temelji na tem, da ljudje verjamejo, da placebo deluje. Razlog, da so v to verjeli, je bilo zavajajoče oglaševanje, kar je pomenilo, da so prav zaradi nošenja Curaya občutili olajšanje bolečin. To je bil argument, ki ga sodniki niso sprejeli. Zavajajoče oglaševanje ni zakonito, tudi če koristi stranki. V svoji končni odločitvi je predsedujoči sodnik zapisal, citiram, obtoženci bi prav tako lahko rekli: koristna bitja iz 17. dimenzije so ta zapestnico uporabljala kot svetilnik, da bi našla ljudi, ki potrebujejo lajšanje bolečin in jih vsako noč odpeljala na svoj domači svet, da bi zagotavljali zdravje na načine, ki jih naša znanost ne pozna. QT je večkrat poskušal vložiti pritožbo, vendar je bil na koncu prisiljen vrniti približno 22,5 milijona dobička in 87 milijonov v povračilih. Izdelek so še naprej prodajali, vendar je podjetje zdaj trdilo, da zdravilni učinek izhaja iz opolnomočenja in ne zaradi česarkoli znanstvenega. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.